Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno bomo v družbi Božičkovega pomočnika Vilina Tjana. V tokratni zgodbi bo nagajivi škrat Matiček Božičku, gospe Božičkovi ter Vilinom precej ponagajal. Tako zelo, da bi otroci na božični dan lahko ostali celo brez daril. Me res zanima, kako se bo razpletla ta zgodba. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti zgodbi, nastali v okviru projekta Pismo Božičku, ki je nastala izpod peresa pisatelja Boštjana Gorenška z naslovom Kako je Božičkov Vilin Tjan rešil Božič. Nekega jesenskega večera pred davnimi leti je bilo v Božičkovem domu vse v pričakovanju pomembnega obiska. Kot vsako leto bodo tudi letos Viline na dan čarovnic obiskali njihovi daljni bratranci, nagajivi škratje, prijazne zobne vile. Vilin Tjan je pri večeri dejal: "Komaj čakam, da se zopet vidimo. Letos jim ne bomo pustili, da nam kaj ušpičijo." Komaj se je zasvitalo, že so vsi sedeli na svojih sedežih in nestrpno čakali na zajtrk. Ker je bil pred njimi poseben dan, jim je gospa Božičkova pripravila čokoladne svedrčke. Božiček je tiho rekel: "Še zdaj ne morem verjeti, da smo imeli lani takšno gromozansko srečo. Poglej, kako srečen je Tjan. In prav tako vsi drugi." Gospa Božičkova se je nasmehnila in mu odvrnila: "Res je. In upam, da škratje letos ne bodo špičili kaj takšnega, da bi Vilinom vzelo dobro voljo." Po zajtrku so se Vilini odpravili v igralnico, a namesto da bi se igrali, so se z noski prilepili na okna. Čakali so in čakali in končno so v daljavi zagledali bele samoroge, ki so vlekli bele kočije v obliki zobkov. Urno so stekli na dvorišče in prvi je bil seveda Vilin Tjan, s katerim se ne po hitrosti, ne po moči ni mogel kosati nihče. Ko je videl, da so škratje seboj pripeljali velike oranžne buče, se je zaslišal njihov veseli juhej. Vilini in škratje so se objeli, nato pa odhiteli proti Božičkovi delavnici, ker jih je čakalo orodje za rezljanje buč in izdelavo čarovniških mask. Po vilinsko dobrem kosilu, palačinke z gromuljevo kremo, je napočil čas zabave. Strašljive buče so se svetlikale okrog Božičkovega doma in gaja. Vilini in škratje so se našemljeni postavili vsak na svojo stran dvorišča in čakali na znak, da lahko pričnejo z iskanjem sladkih dobrot, ki sta jih skrila Božiček in zobna vila. Božiček je v čudežno piščal pihnil trililili, psiček Nurli je zalajal in veliki lov na sladkarije in skriti zaklad, ogromen paket Božičkovih čokoladnih svedrčkov, se je pričel. Škratje so si neznansko želeli poskusiti čokoladne svedrčke. Pogledali so pod vsak še tako majhen kamenček, za še tako majhen grmiček in še tako majhno luknjico. Že se je večerilo, ko je škrat Matiček za zelenim grmom zagledal veliko črno luknjo. Oči so se mu zasvetlikale, a ko je hotel steči, se je za grma prikazal Vilin Tjan. Začudeno je pogledal Matička in nato v luknjo. Nasmejan do ušes je smuknil v luknjo, ki je v tistem trenutku zagorela v zlati svetlobi. Vilin Tjan je našel skriti zaklad. Iskanje se je končalo in čas je bil za čarovniško zabavo. Razočarani škratja so se hitro potolažili
in skupaj z Vilini plesali in se veselili. Le nagajivi Matiček je ves čas ždel v kotu dvorane in mrko premišljeval, kako se bo Vilinom maščeval. Ni namreč prenesel, da ni zmagal. Nenadoma se mu posveti. Vsi Vilini imajo očala, kar pomeni, da ne vidijo dobro. Če bi kar naenkrat ostali brez njih. Ko so bili vsi utrujeni od plesa, se je zabava počasi končala. Nagajivi Matiček je počakal, da so vsi zaspali, nato pa se je tiho odpravil v spalne prostore Vilinov. Iz nočnih omaric je vzel očala in jih pospravil v zeleno malho. Ko je končal, je zagledal rdeča vrata z napisom Božičkovi prostori. Nagajivo se je nasmejal, vstopil in hitro vzel še očala Božička in gospe Božičkove. Nato se je zadovoljen pritihotapil do črne luknje za zelenim grmom in vanjo vsul očala. Škratje in zobna vila so na pot krenili pred sončnim vzhodom, saj so morali še pred jutrom pobrati vse zobke. Vilini pa so se polni vtisov prejšnjega dne šepetaje pogovarjali. Vse do trenutka, ko je prvi malce bolj na glas rekel: Le kje so moja očala? In le nekaj trenutkov za njim še drugi: Tudi mojih ni. In nato še tretji, 10. in 100. Kar naenkrat se zasliši bum in tresk in počasi se odpro vrata. Vilini napnejo oči, a vse, kar vidijo, je rdeča kepa. Zasliši se Božičkov glas. Ali je kdo videl moja očala in očala gospe Božičkove? Vsi v en glas zavpijejo: Nismo, tudi naših očal ni nikjer. Božiček je tiho rekel: Le kako bom bral pismo otrok? Vilini so rekli: Kako bomo pripravili darila za vse otroke? Gospa Božičkova je rekla: Kako bom uredila vse sezname otrok? To so zagotovo ušpičili nagajivi škratje zobne vile. Do dvorane za zajtrk so se komaj prikobacali. Namesto sladkih čokoladnih svedrčkov so dobili slane, saj se je gospa Božičkova zmotila in namesto sladkorja v krog dodala sol. Vilini so se spotikali ob najmanjše ovire in bili so vsi umazani in prašni. Povsod so tipali za očali, a v njih ni bilo ne duha, ne sluha. Končno je Božiček za pomoč prosil psička Nudlja. Nudlj je od ponosa zastrigel z ušesi, zamahnil z repom in se lotil dela. Prevohljal je ta kot, oni kot, tisto omaro, one copate, ko se kar naenkrat ustavi, dvigne ušesa in z gobčkom na tleh začne slediti nevidni črti. Potem pa ga ni in ni bilo. Kar naenkrat se prikaže z modrimi očali v gobčku, jih nese do Vilina Tjana in spet oddrvi. Vilin Tjan se jih takoj natakne na nos, a glej ga zlomka, vse vidi zamegljeno. V tem trenutku je Nudli nazaj z zelenimi Božičkovimi očali. Tudi Božiček se jih vesel nadane, a tudi on ne vidi nič kaj bolje, morda še bolj zamazano. In tako Nudli prinese vsa očala in pri vseh je enako. Kljub olajšanju, da so našli očala, so bili vsi zelo nesrečni, kajti do božičnega večera sta bila še manj kot 2 meseca. Božiček je moral brati pisma s povečevalnim steklom, zato je prebral le eno pismo na pol ure. Gospa Božičkova je pisala sezname malo po papirju, malo po mizi, saj ni videla, kje se kaj konča. Vilini so sestavljali igrače na vtip in po občutku. In tako niso opazili, da so namesto koles na avto privili vetrnico in namesto v omaro številka 6 darila postavili v omaro številka 9. Ko je obupal tudi Vilin Tjan, ki
ki je ostale vse skozi spodbujal, je gospa Božičkova sklenila: pripravila bom kopel za vse. Čeprav ne vidim, kako umazani ste, vas že skoraj vonjam. Vili in Tjan se je skoraj pogreznil v tla. Ne samo kopanja, tudi vode se je bal. Gospa Božičkova je v kad natočila vodo, Vilini pa so se postavili v vrsto. Eden za drugim so morali priti v kad, se umiti, stopiti ven in se osušiti. Vrsta se konča in gospa Božičkova reče: eden manjka. Skopalo se vas je 542, vseh pa vas je 543. Kdo se je izgubil? Vse je bilo tiho, ko naenkrat Nudli zalaja, Tjan pa od presenečenja zakriči. Gospa Božičkova mu takoj ukaže: Tjan, hitro v kad, da zaključimo s kopanjem. Tjan je prišel do kadi, a ni mogel narediti koraka naprej. Nudli hoče pomagati in skoči v kad, da bi poškropil Tjana, a je pozabil, da se tudi on boji vode. Tako se izstreli iz kadi in z repom zadane v poličko zmili, ki padejo v kad, da kar naenkrat postane polna belih mehurčkov in pene. Tjan izgubi strah, ker zaradi pen ne vidi vode, a pozabi sneti očala z obraza. Ko stopi z eno nogo v kad in začuti vodo, hoče nazaj, a ker se ob njega opre gospa Božičkova, Tjanu spodrsne in štrbunkne v kad. Kar naenkrat iz pen pogleda bela Tjanova glava. Obrne se, potrese z glavo in veselo zakriči: vidim! Vsi nejeverno pogledajo proti Tjanu, on pa ves mokr že stoji pri gospe Božičkovi. Gleda njena očala in jih obrača, ko opazi Nudlija, kako mu iz gobčka teče slina. In takrat se mu posveti. Očala pomoči v kad s penami in z rdečo fliko, ki je gospa Božičkova imela pripravljeno za krpanje Božičkovega plašča, obriše očala in jih izroči gospe Božičkovi. Ta se jih nadane na obraz in takoj se ji izriše nasmeh olajšanja. Božiček, Božič bomo rešili! Božiček, ki je bil že prepričan, da letos otroci ne bodo dobili daril, previdno pristopi clja do kopalnice. Gospa Božičkova mu vzame očala, jih da Vilinu Tjanu, ki ponovi postopek in jih vrne. Božiček se tako iz srca nasmeji, da se mu zasveti zlati cof na kapi. Vsi Vilini so nato prinesli svoja očala, Tjan jih je očistil in vsi so zopet videli. Takoj so zapeli in šli v Božičkovo delavnico urediti nered, Božiček pa napisati pismo zobni Vili. Naslednje jutro se s treskom odprejo vrata. Vstopi zobna Vila, za njo pa ves majhen in sklonjen nagajivi Matiček. Potihoma reče: nisem želel kaj slabega, samo malo sem vam želel ponagajati, ker nisem jaz našel Božičkovih čokoladnih svedrčkov. Božiček in gospa Božičkova se spogledata, prav tako Vilini. Božiček reče: nagajivi Matiček, zdaj si videl, kaj se lahko naredi, če preveč nagajaš. Vem, da kaj takšnega nikoli več ne boš storil, zato ti oprostim. Tudi Vilini so resnomno prikimali. Matičko je vidno odleglo, zobna Vila pa je rekla: moji nagajivi škratje so se odločili, da vam pridejo pomagati pri darilih, saj ste zaradi njih v takšnem zaostanku. Vsi pa si želimo, da otroci dobijo darila. Vilini so navdušeno vzkliknili: hura! In skupaj s škratji odrveli v Božičkovo delavnico. V tednu dni so pripravili vsa darila. Tudi nagajivi Matiček se je po nekaj dneh prvič nasmejal. Zadnji dan pa je skupaj z ostalimi že prepeval Božičkovo najljubšo pesem, Pismo Božičku. Ko so končali, je Božiček rekel:
Ker ste bili tako pridni, je gospa Božičkova za vse pripravila čokoladne svedrčke s smetano in cimetom. Škratje so med vzklikanjem Božiček, Božiček, Božiček pojedli vse čokoladne svedrčke do zadnjega. In tako so se nagajivi škratje zobne vile odpravili pobirati zobke, vilini pa veselo iskati svoje božična oblačila, kajti že čez nekaj dni se bodo z Božičkom odpravili na najlepšo pot leta, na obdarovanje vseh dobrih otrok. Tjan se je po nezgodi v kadi začel rade volje kopati, vsi vilini pa so si začeli vsak večer poleg zobkov umivati tudi očala. In tako dobro, kot so videli od takrat naprej, prej niso nikoli. Ja, konec dober, vse dobro. Tale motiček je pa res precej nagajil škrat. A na srečo je Vilin Tjan pokazal, kako pomembni sta pogum in iznajdljivost, da premagamo še tako velike težave. Z dobro voljo, vztrajnostjo in malo domišljije lahko rešimo skoraj vse. Otroci, današnja čarobna zgodba je druga iz serije dogodivščin Vilina Tjana. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še ostalim 3 vilinskim zgodbam, ki so polne zanimivih dogodivščin ter čudežev. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite prijazni, ter se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam božični pozdravček. Čau, čau. Thank you.